dosežki z področja matematike, tekmovanje iz znanja logike. Na šolskem tekmovanju iz logike je sodelovalo 68 dijakov in dijakinj iz obeh programov. 27 dijakov je prejelo bronasto priznanje, 4 dijakinjam gimnazijskega programa pa je uspela uvrstitev na državno tekmovanje. Katarina Medved iz 3. A je pod mentorstvom profesorice Darje Turk prejela srebrno priznanje, Eriki Stanković iz 4. A je uspelo doseči zlato priznanje. Njena mentorica je bila doktorica Tadeja Kobal. Tekmovanje iz znanja matematike. 43 dijakinj in dijakov se je udeležilo šolskega tekmovanja iz Evropskega matematičnega kenguruja, kjer je 12 dijakov prejelo bronasta priznanja. Na državnem tekmovanju se v kategoriji A gimnazija odlično odrezal Miha Kovač iz 1. B, ki je pod mentorstvom profesorja Matjaža Trošta prejel srebrno priznanje. Srebrno priznanje v isti kategoriji prejel tudi Tine Bajec iz 4. B. Njegova mentorica je bila doktorica Tadeja Kobal. Suzana Vitežnik iz 4. D je prejela srebrno priznanje v kategoriji srednjih tehniških in strokovnih šol. Njena mentorica pa je bila profesorica Alenka Močnik. Čestitke Katarini, Eriki, Mihu ter Suzani. Dosežki z področja tujih jezikov in umetnosti. Francoščina. Dijaki naše šole so tudi letos sodelovali na frankofonskih dnevih v Celju. Tokrat so pod vodstvom mentorjev profesorjev Sonje Škarč in Samuela Fessura v francoščini pripravili predstavo Migranti avtorice Sonje Ristič. 12 dijakov je opravljalo izpit za mednarodni certifikat del iz francoščine na stopnjah A1, A2 in B1. Na rezultate še čakamo. Italijanščina. Katarina Medved iz 3. A je na državnem tekmovanju iz italijanščine dosegla 2. mesto in s tem srebrno priznanje. Lani Vovk iz 4. A je znanje italijanskega jezika pomenilo poseben izziv. S prispevki italijanščini se vsa 4 leta odzivala na natečaje in druge tovrstne dejavnosti. Prav na mednarodnem natečaju Glas ženske je na temo Zakaj ženske še vedno zaostajajo lani prejela posebno nagrado. Obema dijakinjama je bila mentorica profesorica italijanščine Tatjana Kodelja. Dijakinja Nina Štamfel iz 3. A je na letošnji domijadi osvojila 3. mesto na likovnem natečaju. Njena mentorica je bila vzgojiteljica Paulina Markon. Katarina, Lana ter Nina, iskrene čestitke.
Veš kaj, Julija? Prav lep je ta majski večer, veš. Ja, res je lepo. Ker bi tu vstaj trajalo in trajalo. Se strinjam. Vidi, kaj je skul. David, verjameš v zvezde? Dej no te prosim. Zvezda kot zvezda. Sijoče nebesno telo, veliko maso. Ili kot naš profesor fizike in jaz smo dan popolnoma prav, to ne vidim več romantičnega. Ja. Si videl utrink? Ja, in? In če tu soda. Kakšno je skulda? Hej, Ajde. projekcijo, muzika, luči, ne slabo? Povedal, valjčko pa same majske za take stvari, ne za bak. Ja, da res. Pohvala dijakom za 4-leten trud pri sooblikovanju podobe naše šole. Zahvalo in priznanje za 4-letno sodelovanje v instrumentalni skupini in pomoč pri sooblikovanju šolskih prireditev izrekamo
pianistki Luciji Tomazin iz 4. E, flautistkama Ani Česan iz 4. Č in Ajdi Koleni iz 4. A, ter sopranistki Eleni Mišigoj iz 4. Č. Dekleta so ustvarjala in igrala pod taktirko profesorice Nataše Fratnik-Kobe. Ajdi Koleni iz 4. A namenjamo pohvalo tudi za zavzeto delo v šolski dijaški skupnosti, ki jo je vodila in aktivno zastopala v prejšnjem svetu šole. Za večletno prepevanje v šolskem zboru si pohvalo zaslužijo Janez Rupnik, Špela Barbiš, Suzana Vitežnik, Tatjana Čermel, Ana Hajdiga, Zarja Ovčar in Tejan Zlosel iz 4. D, ter Valentina Dimic in Lucija Tomazin iz 4. E. Njihova zborovodkinja je bila profesorica Neda Sancin. Mladim glasbenikom želimo še veliko glasbenega poustvarjanja. Ja, boš. In, upaj. Ja, vidi, Selka rokometašica, Sara modna pišta. Aha, čekaj, imam, bravo. Bili smo jaz, David, prosim. Matej, ne si hecati. Mi smo bili ful angažirani, veš. Smo bili aktivni na kulturnem področju, na športnem in povsod drugod tudi. Takrat si kakšna profesorja, če nas pozna. Sami talenti. Ja, se tudi jaz še manj pomesel, da spomnim unih rednih, pole one elite, ne samo tudi jaz, ne. Aha, zdaj špiči. Tako, ja. Sam veš, zadnjič sem na eni prireditvi poslušala županov govor. Je poudaril, kako morajo biti mladi glavni v okolji in kako moramo njih mi delati te spremembe. Ja, pa si opazila nekaj? Cel cel, kar ne da to predstavo. Si videla, kaj imam? Županov govor. Ojej, vse me prav. Ja, vidiš? Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, učitelji, profesori, mentori, lepo pozdravljeni v imenu občine Ajdovščina. Z veseljem in ponosom sem si ogledal to proslavo, spoznal vaše dosežke, za kar vam seveda iskreno čestitam. Ponosni smo, da imamo v našem kraju tako uspešno šolo, ki poleg seveda rednega dela osvaja vsak dan nove in nove dosežke na različnih področjih. Za vsakim od teh področji je zagotovo precej dela, ogromno nekega dela, ne samo v šoli, tudi kasneje v prostem času. To delo se absolutno tudi obrestuje, če drugače, ne pa seveda je dokaz za te dosežke in to delo priznanja, ki ste jih danes prejeli. Naprej bi imel en poziv za vse dijakinje in dijake in to je ta, ki je bil že omenjen v najavi mojega nagovora. In sicer to je to, da ste aktivni, da ste sprememba v našem okolju, da poveste, kaj so stvari, ki jih moramo spremeniti, kako naj jih spremenimo, da ste aktivni v dijaških organizacijah, kasneje v študentskih organizacijah, v različnih mladinskih organizacijah in da spreminjate naše okolje na bolje. Vi ste tisti, ki ga lahko. Zakaj? Ker
Verjamemo v znanje, ki ga imate, ker verjamemo v vaše izkušnje, ki jih vsak dan sproti pridobivate. In to je moj današnji tretji poziv, da osvajate vsak dan nova znanja, kajti v znanju je naša prihodnost. Je prihodnost tako naše občine, kot celotne Vipavske doline in širše Slovenije. S tem naše upanje, s tem naša vera v prihodnost in vam na vaši poti naprej želim obilo uspehov in srečno. Pohvalo za 4-letno delo in pomoč pri sooblikovanju šolskih prireditev v javnosti, pisanje prispevkov za medije ter vsestransko sodelovanje na različnih področjih v okviru šole izrekamo Roku Bajcu, Meti Marc, Marjetki Frelih, Raheli Tratnik in Eriki Stankovič iz 4.A. Meta se je še posebej izkazala pri organizaciji letošnjega maturantskega plesa, Erika pa je vložila veliko truda v prireditev ob sprejemu prvošolcev. Posebno priznanje si zaslužita tudi Blaž Černetič iz 4.A ter Darjo Uršič iz 4.B. Vsa 4 leta sta zavzeto in vestno ustvarjala multimedijsko podobo šolskih prireditev. Darju se zahvaljujemo tudi za scenografsko in fotografsko delo pri predstavitvah naše šole. Vsem omenjenim dijakom se še enkrat zahvaljujemo in jim želimo, da bi tudi v prihodnje z veseljem sprejemali tovrstne izzive. Presti status, kako smo videli na teh ekskurzijah, ko smo bili. Se spomniš Mihna, živalski Albert, a tehnično, da je staro mesto jedve? Pivnica, žur zvečer, Kaj pa Dunaj, ko smo šli, Šangor, Štefanova katedrala in tako in tako. Ja, jaz se najbolj imam še tako, kaj v spomini, kaj je že bilo melonž, brater, zahradzorta. Kaj pa maturantski izlet? Delfi, Gorenci, prehod, Krč. Ja, nekaj prav, žur, plis, ja, je. Marija, ki so tisti cajti, no? This is a story about a captain. A Dutch captain named Van de Decken who made a trip to the Far East and after a long time was finally returning home to Holland. The journey was highly successful. As the captain and his crew approached the tip of Africa, he suddenly thought about making a suggestion to the Dutch East Indian Company about establishing a settlement off the Cape of Good Hope and would provide a welcome respite to ships lost at sea. He was so deep in thought that he failed to see the dark clouds looming, and only when he heard a lookout scream out in terror, "Ah!" he realized that they had sailed straight into a fierce storm. The captain and his crew battled for hours to get out of the storm, and at one point it looked like they would make it. But then they heard a
ship headed for its rocks that we went to sea. As it plunged down into the darkness, Captain Van der Decken knew that death was approaching, but he was not ready to die. So in his last words, he screamed out a curse. I will round this cape even if I have to sail until doomsday. So, even today, whenever you see a storm brewing out the Cape of Good Hope, if you look right into its eye, you can still see the captain and his ship fighting that ship. Look too close. For the old folks say that whoever sighs the ship shall die a terrible death. Ah! Evropa med nami, Bruselj, Štrasburg, Nizozemska. Ker se na šoli zavedamo, kako pomembno je graditi mostove prijateljstva med državami Evrope, smo se letos vključili v več mednarodnih projektov. Tako širimo svoje obzorja ter ozaveščamo pomen evropskega duha. Prav s tem namenom smo se letos odpravili v različne evropske države. Dijaki 4A so na povabilo poslanke Romane Tomc marca 2016 obiskali Bruselj in si ogledali Evropski parlament ter spoznali delovanje evropskih institucij. Delovni obisk so izkoristili tudi za ogled Bruslja in Antwerpna. Dijaki 4B so se jeseni 2015 zmago na tekmovanju Eurošola v Novi Gorici prislužili obisk Štrasburškega parlamenta. Kot prave poslanke in poslanci so sodelovali v različnih delovnih skupinah, se pogovarjali o težavah današnjega časa, imeli pa so tudi priložnost poznati mlade iz drugih držav Evropske unije. Na poti domov so obiskali še Kolmar, se ustavili v Baslu in Lucerno. Pobudnik in mentor obeh strokovnih ekskurzij je bil profesor Matjaž Strošt. V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi v mednarodnem projektu izmenjave dijakov z nizozemsko partnersko šolo St. Martin's College. Partnerske šole, ki pri projektu še sodelujejo, prihajajo iz Avstrije in Španije. Prvi del izmenjave je potekal v Ajdovščini v začetku novembra. Srečanje vseh partnerskih šol, kamor so odšli tudi naši dijaki tretjih letnikov, pa je potekalo marca na Nizozemskem. Rdeča nit projekta so bili kontrasti v športu, hrani, jeziku in na drugih področjih. S projektom izmenjave bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Mentorji omenjenega mednarodnega projekta so bili profesori Samuel Farsur, Metka Jereb, Daniela Manoilov, Matjaž Prezar in Nataša Martinovič. Mobilnost Erasmus Plus v projektu Dijaki praktikanti v mednarodnih vrtcih. Srednja šola Venopilon Ajdovščina se kot prva in ena redkih slovenskih šol s programom predšolska vzgoja prijavila v program Erasmus Plus, ki izvaja tudi praktično usposabljanje in izobraževanje dijakov po Evropi. Jeseni 2015 smo projekt izvedli ter se za 2 tedna odpravili v Budimpešto, na Dunaj in v Milan. Za nepozabna doživetja je bila zaslužna mentorica in koordinatorka projekta profesorica Karmen Levut. Viš, zaradi takih stvari sem prav ponosna, da sem hodila na pilona. Ja, sedel sem tudi, da se skretim. Mi dosti dal. Ja, to spet bi ti dal še, če bi mal bolj... Ja, zdaj, kuda se jaz vse kriv. Malo bi bolj predmislili name, verjame, bi dosti boljše. Aha, pritiskali nate, ker nisi jih prej izjavil, da ti si kao neukrotljiv. Jaz sem nekatер. Vsi smo trdo sklenjeni kot Kolgeniga, zato smo močni in zato bomo tudi osvobodili našo zemljo. Tako je! 1300 let živimo na tej zemlji. In 1300 let nas veliki pohlepni narodi trgajo na kose. Požreti nas hočejo. Zakaj? Ker smo na važnem križišču, ker smo v srcu Evrope. Zgodovina in geografija. Svit Praček iz 3B je na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine prejel srebrno priznanje.
Do uspeha ga je z mentorskimi nasveti usmerjala profesorica Metka Kolec. Rok Kete je na regijskem tekmovanju iz znanja geografije dosegel 2. mesto in s tem srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju pa se je povzpel na sam vrh. Osvojil je zlato priznanje. Njegov mentor je bil profesor Matjaž Prezelj. Svit in Rok iskrene čestitke. Let dijaškega doma v Ajdovščini. Ajdovski dijaški dom ima bogato in pestro zgodovino. Ker letos obeležuje častitljivo obletnico, je prav, da se sprehodimo skozi različna obdobja njegovega razvoja ter pogledamo pečat, ki ga je pustil lokalni in širši skupnosti. Dijaški dom je s svojim delovanjem pričel januarja 1946 v nekdanji barvarnici Prej. V 2 manjših in 2 večjih spalnicah je bilo prostora za 35 dečkov in 62 deklic. Kuhinja je bila začasno urejena zunaj doma. Prisluhnimo spominom gospe Tatjane Malec, ki je v šolskih letih od 1946 do 1948 obiskovala 1. in 2. razred nižje gimnazije. Leta 1946 sem postala gojenka internata v Farberaju, nekdanji barvarnici v Fublju v Ajdovščini. Ob 5. zjutraj so nas budili z budnico. Z baklami smo hodili po Ajdovščini in vzklikali razna revolucionarna gesla. Še v temi smo vstajali in odhajali na udarniško delo v mrazu in buri. Drug drugemu smo podajali poledenelo opeko, ko so gradili razne objekte z ajdovskimi fabriškimi hišami. Po cele dneve smo skoraj brez hrane, le ob koščku kruha in ameriški margarini, z iglavci pogozdovali Goličavje. Vzgajali so nas za prihodne junake socializma. Še več časa kot za revolucionarno prevzgojo so leta 1948 ob izbruhu Infonbiroja potrebovali, da so nam dopovedali, da se v šoli ne bomo več učili ruščine, ker smo jugoslovani v sporu s Stalinom in Sovjetsko zvezo. Dijaki smo bili žalostni, saj smo si o Rusiji in Stalinu ustvarili mit, kot da bi šlo za Boga. Marjana Šeme je bila upravnica in prefekta dijaškega doma v Ajdovščini. Če dijaki nismo bili disciplinirani, nam je vselej rekla, da je videla Tita in se ga tudi dotaknila, kar je avtoritativno učinkovalo na nas gojence, da smo bili takoj bolj poslušni. Dijaki smo tudi svečano zaprisegli domovini Jugoslaviji. Svojih profesorjev, sošolcev in sošolk se skoraj vseh še spominjam po imenih. Vse podobe so mi ostale živo pred očmi. V internatu so bile z mnoj tudi nekatere brezdomne sošolke iz vasi Ustje, ki so jo 8. avgusta 1942 Italijani požgali. Dogodka, ki odmeva po vsej Vipavski dolini in Goriški, se še danes dobro spominjam. Tudi pri nekaterih sošolkah in sošolcih so ostale odprte rane. Sočustvovali smo z njimi. Na ajdovski nižji gimnaziji se najbolj spominjam izjemno požrtvovalne in sposobne profesorice slovenščine Zadnikove, ki nas je znala pritegniti, da smo sodelovali pri pouku, pisali in se naučili lepega izražanja v maternem jeziku. Spominjam pa se tudi profesorjev, ravnatelja Milana Zadnika, Franca Kalina, ki nam je ob učnih urah fizike predaval skoraj samo o zgradbi atomske bombe in njenih strašnih učinkih v Hirošimi in Nagasakiju, pa Ljudmile Kalinove, ki nas je učila petja, profesorice telovadbe Vere Kofol in drugih. Dr. Danilo Lokar, ajdovski zdravnik in pisatelj, je bil tudi dijaški zdravnik. Leta 1947 me je kot siroto vprašal, kam bi raje šla na šolske počitnice. V Hruševje pri Postojni ali v Banjole. Rekla sem, v Banjole, k morju bi rada šla. Vendar nisem mogla na počitnice na morje, ker sem se na mojo veliko žalost v internatu okužila z garjami. Namesto na morje sem si doma mazala roke žvepljeno mastjo. Na dvorišču internata smo si iz skladovnice drv naredili skrivališče, kjer so se izmenjali številni sramežljivi pogledi. Usklile pa so tudi prve najstniške ljubezni. To je bila lepša stran povojnega življenja. Ob nedeljah popoldan smo dijaki hodili k izviru Hublja. Spominjam se, kako smo se obešali na srobot in kot Tarzani počeli drzne vragolije nad Hubljem, da so se ljudem ježili lasje. Koliko spominov!
poglejmo, kako se je dijaški dom razvijal dalje. Poročilo iz šolskega leta 1954-55 še vedno prinaša podatke o nezavidljivem položaju. V domu je prebivalo 72 otrok, na voljo pa so imeli le eno učilnico, ki je bila istočasno tudi jedilnica. Kljub pomanjkanju prostora so se v domu odvijale številne dejavnosti, kot so šahovski krožek, športno društvo, dramska skupina ter tamburaški zbor. Število dijakov je naslednjih nekaj let nihalo, vendar se je z ustanovitvijo poklicne gradbene šole s šolskim letom 1972-73 ta problem rešil. Prvo polletje je dom sprejel kar 56 bodočih zidarjev in tesarjev, drugo polletje jih je prišlo še 60, največ iz Bosne in Hercegovine. Ker je število dijakov še kar naraščalo, so se leta 1976 začele priprave na gradnjo novega dijaškega doma. Začasno so bili gojenci razseljeni na 3 različne lokacije. V stavbo sedanjega opuščenega mlina, na območju današnjega poslopja C2 na Goriški cesti ter na mestu stare gimnazije, kjer sedaj sameva stavba nekdanje uprave podjetja Primorje. Delati v takšnih razmerah je bilo težko, kar se je pokazalo tudi na slabši disciplini gojencev. Leta 1977 so določili lokacijo gradnje novega dijaškega doma, ki naj bi stal pri športnem centru Police in ga konec leta 1981 tudi dogradili. Pridobili so 240 ležišč v troposteljnih sobah. Z novim letom 1982 se je dom združil s srednjo šolo, sedaj srednjo gradbeno šolo Ajdovščina, v enotno organizacijo in povezano stavbo. Od takrat so kapacitete dijaškega doma pretežno zasedene. Dijaški dom, ki je še danes organizacijska enota srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, zadnja desetletja nudi zavetje, vzgojo, pomoč, red in nepozabna dijaška doživetja veliko generacijam, nekdanjim učečim se gradbincem in šiviljam, danes pa pretežno bodočim vzgojiteljicam predšolskih otrok. V tem šolskem letu biva v dijaškem domu 164 gojencev, zanje skrbi 6 vzgojiteljev. Žal nam je usoda prav pred kratkim vzela dolgoletno vzgojiteljico Nevenko Jež. V spominu nam bo ostala kot neutrudna in požrtvovalna sodelavka, ki vse skozi opozarjala na potrebo po spoštovanju doslednosti tako pri dijakih kot tudi učiteljih. Kot mentorica dramske skupine je skrbela za gojenje ljubezni do besedne umetnosti in maternega jezika. Nikakor ne moremo mimo pečata, ki ga je naši šoli in dijaškemu domu zapustil nekdanji ravnatelj, magister Alojz Slikar, ki je šolo in dijaški dom vodil zadnjih 15 let. Prav pod njegovim vodstvom smo postali ena najbolj tehnološko in programsko naprednih šol v Sloveniji. Kot moder vodja je poskrbel, da smo profesorji vse skozi ohranjali stik z novostmi stroke, ter se udeležili prenov in posodobitev programov. V času njegovega ravnateljevanja smo se začeli spogledovati tudi z mednarodnim prostorom. Na področju infrastrukture pa se je v zadnjih 15 letih zgodila prava revolucija. V celoti smo obnovili sanitarije, zamenjali pohištvo in vrata, posodobili avlo v dijaškem domu, obnovili strehe, fasade, obnovili in dogradili kuhinjo, prenovili pralnico in gospodarski trakt, preuredili šiviljske delavnice, učilnice za fitness, ples, glasbo in likovno vzgojo, opremili učilnice z računalniki in projektorji, uredili klimatizacijo ter prenovili sistem ogrevanja. In še bi lahko naštevali. Dijaškemu domu srednje šole Veno Pilon Ajdovščina ob tako častitljivem jubileju čestitamo in želimo le vse najboljše. Na oder pa vabimo magistra Lojzeta Likarja, da dijaškemu domu Ajdovščina izreče svoje voščilo. Kot ravnatelj ste bili vedno močno vpeti v sedanjost, obenem pa zazrti v prihodnost. Kako vidite razvoj dijaškega doma v nadaljnjih 70 letih? Lep dober dan in pozdravljeni, drage dijakinje, dragi dijaki, profesori in ostali sodelavci šole, nekdanji kolegi in seveda vsi gostje, ki ste danes tu prisotni. Se moram zahvaliti za tole povabilo in še prej pa čestitati vsem vam
dijakinjam in dijakom za vse doseženo, kar ste v tem šolskem letu dosegli, ali pa v vseh 4 letih šolanja četrtošolci. To ste dosegli s svojim trudom, s svojim delom in seveda tudi s pomočjo svojih mentorjev, profesorjev in seveda vseh ostalih. Tudi mnogo s pomočjo širšega okolja, ki mislim občino, vseh ostalih šol in ostalih zavodov, ki so tu prisotni. Današnja prireditev je, lahko rečem, čudovita. Že prej ob 10 sem poslušal in seveda tudi zdaj. Ne manjka ustvarjalnosti. To je seveda plod vašega dela. In ta današnja prireditev je morebiti za odtenek malce drugačna, pomeni, da greste naprej. In to je hvale vredno. In tako potrebno tudi v prihodnje. Kot ste omenili, dosežke, ki so bili v tekom zgodovine šole in seveda dijaškega doma. Moram omeniti, da šola in dijaški dom sta se gradila dolgo časa, skozi celotno obdobje. In potrebno je bilo samo nadaljevati. In to nadaljevanje vidim in opažam, da je tudi danes in tu prisotno. Samo če se sprehodimo skozi našo avlo oziroma večnamenski prostor, se moram zahvaliti sedanjemu vodstvu, prenova. Velika prenova, velik projekt. In bodite zadovoljni, da je temu tako. Tudi v preteklosti smo gradili skupno, na osnovi vseh mojih predhodnikov in naj to omenim tudi svojega predhodnika, profesorja Draga Bratina, ki je tu z nami prisoten. Lahko rečem, da je bil on ravnatelj z najdaljšim stažem ravnateljevanja v Sloveniji. 40 let. Tega ne bo nihče več dosegel. To vemo, so drugačni časi. No in seveda, vse to je pripeljalo do tega, da je šola